Kot obljubljeno v tem studiu, danes zjutraj direktor Zavoda za turizem, Jure Struc. Jure, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Zakaj? Jasno zato, ker je bilo leto 2025, kar se turizma tiče, izjemno za naše mesto. Pardon, celo kakve čustva prevzame najboljše v zgodovini. Ampak najprej zdaj, glede na to, da ste tu, kar tako je to vprašanje. Afera Tibet in najstarejša trta. Kaj je zdaj? Smo še vedno, ne? Še vedno. Okay. Veste, da smo bili vsi malo zaskrbljeni, ne? Sicer smo sredi poletja že zasledili ta prispevek, ki ga Guinness objavil. Nam je bilo jasno, da gre seveda za izjemno botanično zanimivost. Po drugi strani pa smo vedeli, da sploh ne konkurira naši trti, ker gre za divjo rastlino. Ne? Okay. Naša obrodi, tako žlahtna obrodi, za njo skrbimo že skoraj 500 let. Na drugi strani se pa seveda pojavi skrivnostna trta iz Tibeta, ki so jo seveda v domačih logih hitro postavili ob bok naši najstarejši trti. Ampak hitro se je razkrilo potem, da seveda primat ohranjamo v mestu Maribor in mislim, da smo s tem tudi pomirili druge duhove. Aleluja. No pa tudi našo je dosti lažje obiskati, ne? Ko pa da se prebija skozi, ne? Skozi to divjino in skozi te hribe in ti gorski leopardi pa vse. Pri nas tega ni. Ok, Jure, leto 2025, kar se turizma tiče, najboljše leto za Maribor v zgodovini in mislim, da so čestitke na mestu, najprej direktorju in seveda celotni ekipi, ne? Drži, brez ekipe seveda ti rezultati niso mogoči. In ob tej priložnosti bi rekel, da Maribor je res mesto prihodnosti. Namreč živimo 2 leti v prihodnosti. Rezultati, ki smo jih dosegli, so bili predvideni za leto 2027. Tako da res čestitke vsem v mestu, ki se ukvarjajo s turizmom in tudi vsem tistim, ki pomagajo pri tem. Ampak kaj to pomeni recimo v številkah, ker pač tako si lažje razložimo, ne? Ja, zdaj pred par leti smo postali mesto z več kot 500 000 nočitvami in ta status ohranjamo, tako da lani smo pristali na številki 552 217. Wow. In to so res dobre številke. Ja. Zdaj, k temu je treba dodati tudi to, da smo res se poskrbeli, da je desezonalizacija prisotna v mestu. To pomeni, da 8 mesecev imamo nad 40 000 nočitev. To smo sicer že napovedali nekje sred poletja, ampak hvala Bogu se je vse to skupaj uresničilo in tudi december je postregel z tako številko nad 40 000, kar se še ni zgodilo doslej. Zanimivo, da ravno december ni bil, ko bi si človek mislil, ampak je pa res, da Maribor zdaj v času tega čarobnega decembra tudi čisto drugače zgleda, kot je zgledal včasih. Ne? Pa tudi program drugačen in to. Ja, večkrat sem že omenil, tisti Zauber Pommes nam je dal misliti, kaj se vse da z mestom narediti, ampak tam je bilo dosti fejka pa AI-ja. Ekipa Maribora je pa v bistvu to naredila v resnici, tako da danes je mesto čudovito okrašeno, mislim, da več kot 45 km luči. Delamo na različnih trgih, se pravi TLŠ kot zabavni prostor, glavni trg kot bolj družinsko usmerjen, grajski trg, kjer se tudi gostinci potrudijo. Tako. Pa še Lent nam je uspelo obuditi in vemo, da je odlično prizorišče za dnevne dogodke, ker namreč sredi decembra na Lentu je skoraj ko na Hvaru, pač malo manj stopin, ampak sonce je pa dovolj. Ja, v Ovskem kanalu. Ja. Ampak ja, super, smo izjemno veseli in ponosni, da smo tako daleč. In kje je zdaj se je izkazalo, zdaj ko imamo rekordno leto, kje je naše glavno tržišče oziroma odkot prihajajo turisti? In potem takoj naslednje vprašanje, kje najdejo Maribor in na kak način? Ja, zdaj v lanskem letu nas je celo več držav obiskalo kot v enem letu prej. Prej smo govorili o 175 državah, zdaj govorimo o 191. Drugače pa Slovenci in Nemci so si zelo blizu po obisku, se pravi ostali naši soimenjaki iz Slovenije nas obiskujejo, so na prvem mestu, potem takoj za njimi Nemci, Hrvati, Avstrijci, Poljaki, Srbi, Mađari, Italijani naprimer so se tudi nazaj pojavili. In prav vidi se, da trge, ki jih res obdelujemo, to so ti bližnji, Hrvaška, Mađarska, Avstrija, se zelo dobro odziva in tudi vsi imajo več kot 25% rast, tako da res dobro delo ekipe. Ja, res vrhunsko. In kak zvejo za Maribor, to je verjetno ena kombinacija enega truda, pojavljanj v vseh mogočih medijih, na sejmih.
Mogoče povem na kratko, ne? Lansko leto smo začeli z nazivom najboljša zelena destinacija, kjer smo v bistvu uporabili, pustimo zdaj barvo, ne, ki nam vsem ne diši, ampak vseeno smo lahko komunicirali okvir, v katerem pa mi Mariborčani živimo. To pa je življenje ob reki, ki smo jo zdaj končno spet pustili v naša življenja z obnovo Lenta, življenje med urbanimi griči na severu in divjo naravo Pohorja, ki pa je na jugu. In tujcem, na primer, je ta koncept zelo blizu. Vse je obvladljivo, vse je v roku 15 minut. Nekdo, ki prihaja iz prestolnic, mu je pač to Meka, ne, oziroma paradiž. In prav ta koncept smo predstavljali na vseh naših bližnjih trgih, pa ne pozabimo, bili smo tudi na Japonskem, kjer pa je svet v malem, na Expo, in ravno ta koncept je tudi njim zelo blizu. Super. Vidiš, ampak kak je hec? Zdaj Maribor zgleda lepše, to je dejstvo, ampak vse skozi je bilo to. Urbani griči na severu, pa Pohorje na jugu, pa Drava tu teče, bom rekel, dlje kot je Maribor, ne, milo rečeno. Drži, tudi edino mesto smo, ki mu reka pusti živeti ob njej in z njo. Vsa druga mesta, kraji so pač od nje oddaljeni ali pa so brežine preveč strme, da bi lahko do nje dostopali. Vse to smo imeli na dlani. Zdaj, kar je nam uspelo, je to, da smo samo kontekst in zgodbo povezali in je ljudem zdaj bistveno bolj razumljiva kot prej. In Mariborčani pač dosti krat gledamo v tla, zaposleni smo sami sabo in z svojimi someščani, pa mogoče pozabimo, kdaj iti na kak grič pa pogledati malo, kako mesto res imamo pod seboj. Kak je lepo, unikatno, čudovito, absolutno se moramo še bolj tega zavedati in to vsakemu tudi povedati, ko se pogovarjamo o našem mestu. In še ena stvar se mi zdi tu bistvena in zato recimo mogoče posebne čestitke prav vam in ekipi, da ne bo zdaj tak, ne, ampak ko smo začeli verjeti, se je začelo dogajati. Drži, vedno rabiš prvega, ki verjame v neko zgodbo, potem se pa ljudje kar priključijo in če je zgodba prava, je, bom rekel, naenkrat četica koraka in potem je že to armada in mi, mislim, kot Maribor smo res na pohodu, pa ne samo turističnem. Eno so številke, ki jih zdaj omenjamo, drugo pa je vzdušje, ki je v mestu. In marsikdo mi je rekel v mestu, ni govoril o polnosti, ker so bili vsi trgi polni, naprimer v decembru, pa ob drugih priložnostih tudi, ampak predvsem o vzdušju, energiji, ki jo imamo. Uspelo nam je povezati, bom rekel, različne inštitucije, različne panoge, ki se ukvarjajo z razvojem mesta. Zelo ponosni smo na sodelovanje z našo kulturo, ki vemo, da je vedno bila v Mariboru precej prisotna in močna in mednarodno odmevna. In to se v zadnjih letih odraža, da je pač tudi program boljše skomuniciran in da ljudje prihajajo v mesto tudi zaradi kulture. Seveda naslednji je pa šport, ne? Tako. No, tu še imamo kaj za narediti, tu še je odprto, ampak se bo tudi začelo dogajati. Jure Strus, direktor Zavoda za turizem, je naš gost, nadaljujemo takoj potem. V našem studiu naš direktor Zavoda za turizem, Jure Struc. Jure, še enkrat dobro jutro. Torej, super informacije, v super stvarih smo se že pogovarjali o tem, da je za Mariborom, ko govorimo leto 2025, najboljše leto v zgodovini, kar se turizma tiče. Maribor ne samo, da postaja, ampak je turistično dejstvo, ne samo tu v regiji, ampak v Sloveniji in širše. Drži, vse smo v zadnjih letih tudi našo pozicijo na lestvici med vsemi vodilnimi destinacijami precej izboljšali. Prej smo bili nekje okrog 12. mesta, zdaj smo že med 10. in 8. Pred nami so res izrazito turistično usmerjene destinacije. Medtem ko Maribor, vemo, da ima različne DNK-je, ne, od industrije preko kulture, športa in zdaj turizma. Ni tipično turistično mesto, seveda pa vse te danosti s pridom izkoriščamo. Imamo še sicer enega velikega dolžnika, to je, da uredimo Pohorje, medtem ko drugih stvari smo se pa, bom rekel, že zelo dotaknili. In če smo mogoče pri Pohorju, ne, med vsemi darili, ki smo jih lani dobili, je bila tudi pošiljka snega. Ne. Mislim, da ni ga Mariborčana, ko ne bi vsaj malo izkoristil te redke priložnosti, da se povalja v snegu. Pa še bo, ne, glede na situacijo in temperature. In zdaj, če pa pogledamo malo naprej, zdaj, ko je za nami tako rekordno leto, kaj to zdaj pomeni za vas? Verjetno nekaj več, seveda jasno priznanje za dobro delo, ampak verjetno tudi nekaj več pritiska, ne? Pritisk je vedno prisoten, tudi če nam ga ne naloži župan, si ga pa naložimo sami. Kar je edino pravilno. Ja, ambicije pač so prisotne in jaz mislim, da brez ambicij se ne moremo nikamor premakniti.
pa naj gre za kjerokoli panogo. Če nimaš jasnih ciljev, kam želiš priti, pač stopicljaš na mesto. Zdaj seveda turistični trendi kažejo, da nekje med 3-5% bodo turistične destinacije rasle, tako da tudi mi bomo probali ta tempo držati. Imamo ene omejitve na strani infrastrukture, se pravi kapacitet, ki so za prenočišča. Ja, ravno to, ne, Maribor, če se zdaj kdo ob tem govorjenju straša, joj pa da ne bomo mi tako Ljubljana ali pa kjero drugo mesto, ko ne moreš iti prav po ulici ali pa čez most neki, ne, to verjetno ni straha. Ne bo, tudi ni namen. Mesto od župana pa vse do nas, pa še kdo, vsi čivkajo, da mesto mi obnavljamo, gradimo zase. V ta prostor spuščamo druge in pri tem res moramo biti vsi dosledni, ne gradimo turističnih vedut za masovni turizem, tudi te kapacitete, ki jih imamo zdaj, tega ne omogočajo. Ja. Lahko pa seveda goste porazporedimo čez celo leto. Prej sem omenil 8 mesecev na 40,000 nočitev, zakaj pa jih ne bi imeli 12? Ja, absolutno. Recimo. Pa 41,000. Da ne gremo preveč na masovno. Ja, Maribor je čudovit biser, česar se, kar smo nekajkrat izpostavili tudi mi, ki tu živimo, premalo zavedamo, pa se mi zdi, da se tudi tu te stvari spreminjajo in da tudi navzven vedno bolj tudi sami to komuniciramo, ne samo z vedenjem, ampak dejansko z besedami in ponosom, ne? In tudi to je nekaj, kar ste dosegli v bistvu. Ja, bom rekel, da tudi in v tujini, pa tudi v Sloveniji, se vemo, ne, če hočemo v tujino targetirati, moramo tudi s pozicijo v Sloveniji držati. Vsi opažajo to, da je mesto izredno povezano. Zdaj, na eni strani se to vidi skozi energijo, ki jo imamo, na drugi strani skozi projekte, na tretji strani pa skozi nagrade. Naj omenim samo za lansko leto, naprimer smo dobili 2 izjemni nagradi Conventa Crossover. To je nagrada, ki je, bom rekel, evropskega ranga, ne? Tam tekmujejo naši projekti z projekti, ki so vredni 10 milijonov, ne? Naša dva, naprimer Balet pod zvezdami pa Dan Maribora, sta pa, bom rekel, nizko proračunska v tem pogledu. Ja. Ampak sta vseeno v teh kategorijah osvojila prvo mesto. Hkrati pa govorijo o tem, da so pač v mestu zelo povezani. In če samo rečem, Dan Maribora se je začel z dnevom, lani smo imeli 4 dni, ne? Teda pri nas en dan vedno zraste v nekaj več. Kar je bil čudovit primer naše novo leto, Martinovanje. Ne? Drži. Lansko leto je bilo že 5 dni, ne? Ko smo pred 4 leti začeli za to ambicijo, da Martinovanje ne bi bilo zgolj na en dan, se marsikomu še ni sanjalo, da je to mogoče, ampak zdaj se vidi, da lahko različne trge z različno ponudbo vključimo, od kulinarike do vina, do primesti, naprimer, ki so lansko leto že pristopila. In seveda, tu je samo ne boje omejitev, ne? Drugo leto oziroma že letošnje leto lahko to še razširimo. No, super. Odlično. No, viš, imamo posneto. Okay, ja, Martinovanje bo zagotovo tudi v 2026 eden glavnih ali pa osrednjih projektov v našem mestu. Česa se še lahko veselimo v 2026? Kaj imate planirano? Jaz mislim, da bo kar močno bom rekel, zelo močno začelo, namreč mesto kot destinacija bo pridobilo tudi en naziv na področju vinskega turizma. Kasneje bomo pa to zgodbo razširili na celo Štajersko, tako da res bo letošnje leto v znamenju vina in vinarjev in vinskega turizma v Mariboru in Štajerski. In vsi ostali projekti, ko smo že rekli, Balet pod zvezdami, Operna noč, vse planu. Ja, že čez nekaj tednov, 5. februarja točno se v Vinago dobimo na Mariborskem turističnem forumu, ki bo že 5. po vrsti. Takrat bomo razkrili naše adute in zagotavljam, da bo leto res pestro in res usmerjeno v vino. Ja, verjamemo da bodo ti projekti tudi uspešni, tako da gospod Struc, še enkrat res iskrene čestitke. Hvala. Za rekordno leto in nadaljujte z dobrim delom, ne? Tudi vaše delo je eden od temeljev, da je naš Maribor tako, kot je in da ga imamo radi in da v njem radi živimo. Hvala.